učenega moža svetega Justina. On je prvi napisal, bi lahko rekli, en filozofsko in znanstveno utemeljen zagovor krščanske vere. Amen. Gospodu smili v stranje na to stran Bohorja, to je bil tisti vaš praded, ki je kot prvi prišel sem kaj na to mesto, kjer še danes so počevali. Ni nihče vedel, 30 let, tako letnice kažejo, da rod ostaja na tej zemlji, malo pod vrhom Bohorja. To je poseben blagoslov. Marsikateri rod in marsikatera hiša je že med tem propadla. Prišli so drugi ljudje na stroju. Najprej prav gotovo, da je vse odvisno od Boga. Bog je tisti, ki v svoji previdnosti, v svoji modrosti, po svoje da bo prišel do tebe, da ti bo prišel, kot rečemo, po domače do živega. Bog je pač po ti prišel, ko sta že lahko poračunala, ni treba, da se dela, da se otroku podobnega dela, da se šel s tega miši, ko ga dobil. Bog še bolj modro ravna po naši starši in zato seveda, kadar gre za tisto ljubezni do življenja, vsakršen rod je zapisan v Bogu. Da se veselimo življenja. Danes veliko govorijo po svetu, zlasti v Evropi, o tako znani kulturi smrti, zato ker so imeli ljubezen do življenja. In na sedežu vašega rodu, hvala Bogu, zaenkrat še ni pomrznila ta ljubezen do življenja. Še je številna družina in domače grude. Danes ljudje samo tako tehnično razmišljajo, kaj mi to da na hitro, kaj mi ono da, kje bo kak hiter dobiček. Gotovo, da je treba tudi poskrbeti, če imaš. Od zemlje moramo se zavedati, da živimo. Bog je dal v zemljo tiste sposobnosti, da bomo preživeli, iz zemlje namreč pridobivamo ne samo hrano, ampak vse drugo, kar rabimo za življenje. In tukaj se moramo kot razumni Gospod in češčanju Boga v ljubezni in službi bližnjemu. V tem se kaže podrobno, samo veste, to je samo za današnjo uporabo. In nas bo terplo, če se bomo tega držali. Držimo se tistega, kar nam je Bog razumel. Polno čast in slavo. Če ne zmoreš biti v nedeljo, priti k sveti maši, potem verjetno tega ne delaš. In ne živiš po izročinu očetov in mater, ki so šlo po izročinu. Tudi to je del evangelija, ki nam je bil oznanjen in ki so ga naši očetje in matere sprejeli, pa ga mi moramo tudi vedno znova sprejemati. Jutri, ko boste v sveti maši, boste poslušali tisti evangelij, kako Jezus pravi, jih je tam, ko so začeli nekateri se malo spogledovati s šegami sosednjih ljudstev, pa so hteli malo pomnili vse pokojnih iz vašega rodu. Mnogi med njimi so živeli globoko, ta
počevali smo pa se trkali na prsi. Jezus je rekel Izraelcem, ko so tako govorili, da Bog mora izpavno ugoditi Abrahamu zraven. Ko so rekli Izraelci, mi smo Abrahamovi sinovi, pa ti Jezus, pa ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Prvi o miru in jo vodi v popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja. Ki živiš in trajuješ, ti pomagaj. Amen. Gospodin, takrat pravi svetopismo jim je Bog zmešal jezike. Potem je pa moralo prišti nekaj drugega. Pinkošti so morali priti, ko je prišel Sveti Duh na svet. In Sveti Duh spet omogoča, da zaživimo z drugim in da drug drugega razumemo. Takrat v Babilonu so bili zmešani jeziki, danes pa kljub različnim jezikom lahko drug drugega razumemo, če se damo voditi Bogu, če pustimo, da v nas prebiva Sveti Duh. Pa glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel komaj. Kot rod, kot sorodniki, ki izbirate iz enega gnezda, iz enega začetka. Zanimivo bi bilo narisati, verjetno boste kdaj to narisali, ko boste takole zbrali skupaj podatke, lepo drevo od Tomaža in njegove žene, ki boste tam na začetku, pri koreninah, pa lepo gor veje, ko so se strici pa tete ženili okrog in tam nekje na koncu vej smo pa mi zdaj. Na koncu tega drevesa življenja. Bog daj, da bi se od tam naprej še pa tudi nadaljevalo, da ne bi bila suha veja, ampak da bi pa naprej živela naprej. Bog vam daj tega blagoslova za to življenje, predvsem pa, da bomo enkrat vsi kot kristjani, kot sorodniki, skupaj pri Bogu v nebesih se veselili. Tam, kaj pa ne bo treba srečan več pozneje, tam bomo pa vedno imeli srečanje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostni. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. Naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala. Življenje, Bogu
Kaj vas lahko sam prosim, da gremo mogoče na Ajde, na pajajnicu. Prednji. Koliko bolj trgati? Ne da paše. A še kaše? Jaz si ga pa nič ne ubere. Lej, da za to. Lej, zdaj ne traži. Edino si zglašam. Ja, da morate pomagati. Jevša je tista spodna vas, tam ne bo nekje, pod Buhorjem, se tako bo Buhorjem. To si res traje. Če imamo sliko, da smo bila v vodi. Imamo sliko, da imamo v vodi. Ja, to drugače ne verjel. Mama! A ti tudi ne verjel? Koliko trije? Ti si še samo? Tukaj je Bohor, veš. Mojca, to je predzadnja vas pred vrhom Bohorja, to je še zalo. To je pa Bohor. Kje pa je pa dom na Bohorju? Ja, žveri, ja. Ko si ti ode? Si še kar oblečen. Jovnica je sram. Kakve boke ima ta. Da bi mislil, da si se šel tu kopati. Sonči. Pridi, Klemen. Matija, kaj nič ne poješ? Daj ga poje. Olarije! Olarije! Kaj je vdav? Srček igra. Film pusti žico. Plinček ropoček in šumlja, a meni pa srček igra. Da so naše vedeli, da prihajamo. Da so nas vedeli, da smo skozi peli.